Zdravo! Delujem na področju informatike, kjer je bistveno zbiranje velike količine podatkov. Vsak izmed nas vsak dan zbira podatke iz ure na roki, iz telefona v žepu, iz računalnika na mizi. Naša naloga pa je, da te podatke naprej obdelujemo, s tem pa sebi in drugim uporabnikom olajšamo življenje. Kot primer vzemimo samovozeča vozila, ki s pomočjo številnih senzorjev pridobivajo podatke in se na podlagi njih odločajo, ali je treba zaviti, treba ustaviti ali pa celo pospešiti. Drug primer lahko črpamo iz preteklega svetovnega prvenstva. Ne vem, če ste vedeli, v žogi so imeli senzor. Ta senzor pa je zaznaval hitrost in smer žoge. S tem so si potem pomagali pri določanju offsidov. Hkrati pa so imeli na stadionih nameščene številne kamere, ki so spremljale igralce, njihove pozicije, njihovo gibanje. S tem pa so preračunavali možnost za gol, možnost za podajo, možnost za to, da so ogrozili nasprotnika. Ko na TikToku spremljaš objave svoje najljubše zvezde, informatiki od zadaj te podatke zbirajo in ti ponujajo podobne objave, zato so tvoje objave, ki jih ti vidiš, drugačne od objav, ki jih vidi tvoj prijatelj. Pri svojem delu se zelo radi ukvarjamo z avtomatizacijo. Recimo skrbimo za to, da se pametni hiši prižigajo luči, nadaljavo se prižiga pečica, vašemu kužku pa se sproti doliva voda. Zelo zanimiva veja informatike je umetna inteligenca. Netflix recimo vam priporoča filme boljše kot vaš prijatelj. Pri testu lahko uporabljate aplikacijo, ki za vas zračuna račun. Na drugi strani pa obstajajo roboti, ki se z vami že danes pogovarjajo. Za ta poklic sem se odločil, ker sem že od malega bil navdušen nad tehnologijami. Ampak takrat nisem imel pri sebi drugega kot računalnik, na katerem sem razvijal sprva spletne strani, kasneje aplikacije, s tem pa razvijal svojo kreativnost. Informatika spreminja svet, spreminja naše razmišljanje, naš način komunikacije. S prepoznavo obraza odklepamo telefone, s govornimi ukazi ugašamo, prižigamo luči, tega bo vse več. Več bo podatkov, ki jih bo potrebno obdelati, več bo potrebno razviti aplikacij, zato je to že zdaj zaželen poklic. Poklic informatike pa bo vedno bolj zaželen tudi v prihodnosti.